Dober dan. Danes bomo govorili o dedovanju. Za nekaj pomembnih nasvetov smo prosili odvetnika Andreja Brezavščka iz odvetniške pisarne Zorana Korenčana. Če zapustnik umre, potem se po njemu navadno napiše smrtovnica, ki potem pride na sodišče. Na tej smrtovnici se označi, kdo je zakon, kdo so otroci, in potem sodišče samo pozove te osebe na sodišče, da potem podajo dedne izjave ali sprejemajo dedovanje ali ne. Se pravi, načeloma bi mogli te osebe dobiti vabilo sodišča, seveda se pa lahko zgodi tudi kakšne pomote, da sodišče koga pozabi ali kakorkoli, potem je dobro, da tisti, ki je dedič, da se potem kar tudi sam zglasi na sodišče oziroma pošlje sodišču vlogo, v katerem sodišče obvesti, da je tudi on dedič. Primer, če je zapustnik bil poročen, imel je 2 skupna otroka in pa še enega izvenzakonskega otroka iz prejšnje zveze, v tem primeru pride do zakonskega dedovanja, seveda če ni zapustil poroke, in bo vsak izmed navedenih oseb podedoval 1/4 njegovega premoženja. Seveda je pa priporočljivo, če je veliko premoženja, da zapustnik napravi tudi oporoko. Oporoka je veljavna, če so izpolnjeni neki obličnostni pogoji, ne. Se pravi, ne more oporoka biti samo tako, da nekomu poveš nekaj, ampak mora biti pač v predpisani obliki. Najbolj enostavna oblika je, da jo lastnoročno napišemo. Se pravi, napišemo ta ime, priimek, potem spodaj podpis, vmes pa seveda še vsebina, komu kaj pripada, kakšen delež se komu zapusti. Pomembno je pri tej lastnoročni oporoki, da ni natipkana na računalnik, ampak mora biti z lastnoročno pisavo. To je ena najbolj enostavna oblika. Potem lahko se zapustnik odloči tudi, da bo napravil tipkano oporoko, ampak v tem primeru morata biti zraven 2 priči, ki potem to oporoko tudi podpišeta. Zdaj, še najbolj priporočljivo pa je, da se oporočitelj zglasi pri notarju in tam napravi notarsko oporoko. Ta oporoka bo potem imela največjo mero verodostojnosti, ta bo potem vnesena v register oporok in jo bo sodišče samo pridobilo. Za razliko od tistih prejšnjih oporok, kjer se nekje ponavadi takšna oporoka hrani in potem jo je potrebno prinesti na sodišče, sodišče potem oceni, ali je veljavna ali ni. Seveda so pa tukaj tudi možnosti, da se tretje osebe ne bodo strinjale s tem, da je lahko ponarejena ali ni izraz prave volje ali kakorkoli. Zato najbolj enostavno je, če se oseba, ki želi napisati oporoko, zglasi pri notarju, in v tem primeru se lahko pričakuje tudi najmanj težav. Seveda se lahko v življenju zgodi, da si poročen in se potem ločiš in imaš potem novega partnerja, s katerim se pa ne poročiš. V tem primeru seveda bivši zakonec ni več zakoniti dedič po zapustniku, ampak namesto bivšega zakonca, če je seveda v novi zvezi, s katero ima neko življenjsko in ekonomsko skupnost, deduje lahko potem izvenzakonski partner. Tukaj zakon med zakoncem in izvenzakonskim partnerjem ne dela razlik. Zdaj, seveda, v praksi se potem pokažejo neke lahko težave, zlasti v tem, da se dokaže izvenzakonsko skupnost, ne. Zdaj, če si poročen, imaš papirje, tukaj ni težav, če pa je izvenzakonski partner, seveda, če se kakšni drugi dediči temu ne strinjajo s tem, da je obstajala ta dlje časa trajajoča partnerska skupnost, potem bo pač izvenzakonski partner to mogel dokazati, ne. Tukaj se pač lahko pride do določenih težav, v sami zakonodaji pa med njimi razlike ni.
Predmet dedovanja je celotno premoženje, ki ga nekdo zapusti. Tukaj so predvsem nepremičnine najbolj pomembne, tudi premičnine, kot na primer avtomobili, zlatnine, dragocene slike, delnice, kapitalske naložbe in druge kapitalske naložbe, avtorske pravice in vse ostalo, kar se lahko ovrednoti. Zdaj, nekatere stvari pa niso predmet dedovanja, to pa je recimo odškodnina za nepremoženjsko škodo se ne deduje, razen če ni ta že priznana s sodno odločbo ali pa z nekim dogovorom. Seveda se lahko zgodi, da zapustnik nekomu izmed dedičev še za časa življenja podari nekaj, drugemu pa ne. Recimo, da en otrok dobi nepremičnino, drug je ne dobi. V tem primeru bo v zapuščinskem postopku tisti, ki ni dobil ničesar, seveda lahko uveljavljal, da se darilo, ki ga je drugi dedič dobil, vračuna v njegov dedni delež. V praksi se dostikrat dogodi, da zapustnik ne zapusti samo premoženja, pač pa tudi dolgove. Zdaj v tem primeru dediči kot univerzalni pravni nasledniki podedujejo in tako aktivno stran premoženja kot tudi dolgove. Zato, če pa zapustnik zapusti predvsem dolgove, pa zelo malo premoženja, je potem smiselno, da se dediči odpovedo dedovanju, s čimer potem tudi ne prevzamejo odgovornosti za te dolgove. Davek pri dedovanju ureja Zakon o davku na dediščine in darila. Vkolikor podedujejo po zapustniku osebe, ki so v prvem dednem redu, to so potomci oziroma zakonec, potem davka ni, je zapuščina oproščena davka na dediščine in darila. Vkolikor pa pride do dedovanja drugega dednega reda, to so na primer starši ali pa bratje oziroma po starših njihovi potomci, se pravi bratje, sestre, v tem primeru Zakon o davku na dediščine in darila določa neko stopnjo davka. Za primer bom dal, če nekdo podeduje 50 000 evrov izmed drugega dednega reda, potem bo davek na dediščino znašal 2900 evrov. Zdaj, vkolikor gre za neko enostavno dedovanje, da so samo otroci, 2 do 3 dediči in pa neka manjša vrednost premoženja, ki se deduje, potem po mojem mnenju ni potrebno angažirati odvetnika oziroma pravnega strokovnjaka. Vkolikor pa se deduje večja vsota premoženja in je tudi zapustnik razpolagal s premoženjem že za časa življenja, ali vkolikor dediči menijo, da je bil okrnjen njihov nujni delež, potem pa menim in svetujem, da dediči poiščejo tudi pravno pomoč. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji Pravni kotiček. Pridružite se nam tudi prihodnjič. Lahko pa nam pošljete svoje vprašanje na spletna.tv@zveza-gns.si. Nasvidenje 15. maja.